Boštjan, da imamo samo še hitre vprašanja, ki jih imam par. Povej, Martin. Če bomo leta 2050 rekli, da se je v 20 letih tega stoletja začela tretja svetovna vojna, ali bomo rekli, da se je začela pred današnjim datumom? Da. Če se je začela z ukrajinsko vojno. Okay. Nazadnje sem te vprašal, v kakšnem svetu bomo živeli čez 10 let, v kakšnem svetu bomo živeli čez 9 let. Ja, podobno kot čez 10 let. S tem pa, da pa vsem, kar se je dogajalo vmes, moram reči, da so tudi prognoze oziroma analize zelo kompleksne. Svet je ratal kompleksen na tem varnostnem področju. Dogajajo se vojne, ki jih niti ne bi pričakovali. Dogajajo se ugrabitve, ki si jih v sanjah ne bi zamislili. Dogajajo se specialne operacije, kot je bila tista prva v Iranu, ki so se zdele nemogoče. Dogajajo se, kako preko, mednarodne aktivnosti, ki niso več po nobenih pravilih. Tako da, kaj bo čez 9 let? Ne vem ti povedati, kaj bo čez 1 let. Kaj šele čez 9 let? Ali je trenutno varno živeti v Sloveniji? Absolutno. Jaz mislim, da je to zelo varna država. Upam, da je to tako ostalo. V primerjavi seveda z drugimi, se pa da o varnosti vedno debatirati, ker varnost je veliko odvisna od našega občutka varnosti. Torej ne od faktorjev, ki govorijo, kako varni smo, ampak od tega se mi varni počutimo. Tako da varnost je objektivna in subjektivna. In mislim, da sta obe v Sloveniji še kar dobri. Tista subjektivna počasi popušča. Objektivna je še kar v redu in jaz upam tudi, da nam bo država zagotovila, da bo tudi subjektivna varnost na takem nivoju, kot je bilo včasih. Balaži Srinivasan, mislim, da je to podjetnik, tudi filozof, mislec, sodobni iz Zahoda, pravi, da Zahod propada, da prodajte, če imate Zahod v lasti, recimo delnice in podobno, preselite se. A je kaj na temu po tvoje? Ali Zahod še vedno stoji? Seveda je na tem. Veš, moderna zgodovina, Pax Britannica, se pravi, Britanci so obvladovali svet stoletja, začeli propadati po prvi vojni, propadali po drugi vojni, so prišli Američani. To je bilo vse Zahod, v narekovajih Zahod. Zdaj pa tega Zahoda, Američani ostajajo močni, Evropa je v zatonu. Tudi Američani niso več to, kot so bili, ker so se postavili nemočni rivali, predvsem Kitajci. Tako da, če preko, kakšen je trend, nam rekel propadanja, ampak počasnega zatona Zahoda, pa vzpona ostalih. Moramo pa vedeti, da tudi to ni nekaj novega. Kitajci so bili stoletja dominantni, ampak svet ni bil tako globaliziran, zato niso trčali v Zahod. Tako da, jaz sicer prodajo pa bežal ne bi, ampak na vsak način pa Zahod ni več v vzponu, tako kot je bil še 20 let nazaj. Še zadnje vprašanje, Boštjan. V kratkem dobimo novo vlado. Katere 3 ukrepe bi predlagal Boštjan Perne? Zdaj, jaz bi veliko predlagal, ampak če se omejiva na varnostno področje, prvič izpolnimo končno obljube, ki smo jih dali zaveznikom, ker jih šponamo že 20 let. In tega imajo dovolj. Zanašamo se na njih, računamo na njih, ampak damo pa ne tisto, kar smo obljubili. Drugič, vzpostavimo nacionalno obrambo. Naučimo mlade, da bo potrebno mogoče nekoč braniti vse skupaj. Ne samo svoje familije, ne samo svojega dvorišča, ampak državo. Ker tega zavedanja danes je premalo.
In tretjič, naj se vzpostavi ustrezna varnost za vse. Naj bodo državljani pred sodiščem enaki. Ne, da imamo prve, druge, tretje, marginalne skupine, za katere veljajo neka pravila, privilegirano elito, za katero veljajo druga, in potem vse ostale, ki smo pa nekje v sred. To ni v redu. In zaradi tega je zaupanje v tožilstvo in sodstvo pri nas eden izmed najnižjih v Evropi. Tudi zaupanje v policijo se počasi podira in to je napačna pot. No, oblast mora tukaj presekati in nam pokazati, da smo vsi enaki. Isti vatli za vse. Če se Martin zapufa, bo Martin odplačal. Če se Boštjan zapufa, bo Boštjan odplačal. Ne, da jo Martinu odpisali, Boštjan bo pa odplačal. To ni v redu. Skratka, to troje pa bomo že kar daleč. Boštjan, odličen zaključek. Hvala ti za tvoj obisk. Poslušalci in poslušalke, se vidimo naslednji torek. Adijo. Hvala.